Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav strani mladih. Vesel sem, da smo danes tukaj tudi podmladki dobili besedo. To kaže na to, da je dr. Zver naš velik prijatelj in tudi podpornik tako mladinskih organizacij kot mladih nasploh. In v Slovenski demokratski mladini podmladkov SDS smo se seveda odločili, da podpremo kandidaturo dr. Milana Zvera za predsednika države. To pa ne samo zaradi tega, ker smo podmladek SDS-a, zato ker imamo iste članske izkaznice, ampak nas je dr. Zver prepričal predvsem za svojimi dejanji v preteklosti, izkušnjami, odprtostjo, neobremenjenostjo ter z optimizmom. Rad bi se navezal predvsem na optimizem. Sam sem sicer star 21 let, ogromno na terenu med mladimi in opažam, da tega optimizma, da upaš na nekaj, na boljši jutri, da se bo kaj zgodilo, da boš nekaj naredil, da bo stanje boljše, tega enostavno več ni. In ravno pri dr. Zveru jaz osebno sam zelo cenim, ker se sam vsako jutro vstane in takoj začne razmišljati, kaj lahko dobrega tisti dan naredi. In v tem pogledu ima naš kandidat definitivno eno veliko večjo prednost proti ostalim kandidatom. Ne samo, da je seveda dr. Zver tudi evropski poslanec, ki podpira mladinske organizacije, na drugi strani se tudi zaveda pomena razvoja podeželja in zdrave prehrane. Ob tem pa je potrebno seveda tudi dodati, da je bil uspešen minister v letih 2004 do 2008. Sam sem bil takrat sicer dijak, ampak moram povedati, da sam sem zelo pozitivno sprejel predlog oziroma zakon o subvencioniranju dijaške prehrane. To nas je pripeljalo z tega, da smo namesto mrzlih ali pa nezdravih sendvičev, hamburgerjev prišli na precej bolj zdrav in pa tudi topel obrok, ki je definitivno bolj zadovoljil naše potrebe. Ob tem bi bilo velja tudi omeniti to, da je ravno dr. Zver omogočil s takratno zakonodajo, da se je uveljavil zastonj vrtec za drugega otroka. V Slovenski demokratski mladini že približno en dober mesec opravljamo razne prostovoljne aktivnosti, s katerimi želimo opozoriti na pomen solidarnosti, pomen aktivnega državljanstva med mladimi. Tako že en mesec obiskujemo razne domove za upokojence po Sloveniji, se sestajamo, srečujemo, pogovarjamo, kako je bilo včasih, kako je danes, imamo razne druge aktivnosti. To bomo v tem mesecu nadgradili z zbiranjem šolskih potrebščin in oblačil za socialno ogrožene družine. Prav tako pa bomo to nadgradili s tem, da bomo preostali mesec, julij in pa seveda potem tudi avgust opravljali razna fizična dela po vrtovih in kmetijah. Sami bomo naredili vse, kar je v naši moči, da dobi Slovenija oktobra novega predsednika, ta pravega predsednika. In ob koncu bi rad opozoril predvsem na to, da dr. Zver ne samo, da je več kot primeren. Dr. Zver je odličen in edini pravi kandidat za predsednika države. Tako da mi mu stojimo ob strani. Vso srečo.